Pozdravljeni, ljutomerski dijaki bomo z vami tudi v letu 2015. Najprej se še malce spomnimo praznično obarvanih decembrskih dni in predstave za najmlajše, ki so jo pripravili dijaki predšolske vzgoje. Od 16. do 23. decembra smo dijaki 3. in 2. letnika predšolske vzgoje izvajali lutkovno predstavo v sklopu projekta Veselo pričakovanje. Ta je namenjen otrokom vrtcev in osnovnih šol Pomurja, nam dijakom pa predstavlja lepo priložnost, da to, kar delamo pri pouku, pokažemo tudi drugim. Obiskali smo 5 vrtcev, kjer smo se otrokom predstavili z božično igrico. Na začetku smo bili vsi nastopajoči dijaki v vlogi božičkovih palčkov, ki so pridno zavijali darila za otroke. Program smo dodatno popestrili še z bumpalcami, plesnimi in pevskimi točkami, orfovimi inštrumenti ter z igrico Miška in mesec, ki je bila prav posebna, saj smo jo otrokom predstavili na nenavaden način s senčnimi lutkami. Oprosti, zajček, da sem se prepirala s teboj glede meseca. Tudi meni je žal za prepir. Oprostite, prijateljice, tudi meni. No, nič hudega. Poglejte, mesec je prišel nazaj. Ta mesec, ta pripada vsem. Ko mesec sveti, sveti v gore, v ribnik, zato ga vsi vidimo. Prav imaš, Miška, mesec je od vseh nas. Dragi prijatelji, da bi vas jaz zapustil, to vendar ni mogoče. Jaz sem se razkril pred dežjem in grmenjem, tako kot ste se skrili tudi vi. Ste slišali, prijatelji? Mesec nas ni in nas nikoli ne bo zapustil. Vedno bo med nami. Vidi? Prav imaš, Račka. Jaz, veličastni mesec, bom vedno med vami. Na koncu je celoten program popestril še prihod Božička, ki je otroke najprej nagovoril ter jim postavil nekaj vprašanj, nato pa jim razdelil darila, ki so jih pridni Božičkovi palčki zavili za naše majhne nadobudneže. Leto je spet naokrog in verjeli, ali ne, zelo rad sem prišel spet med vas. Vam je bila všeč moje prvo darilo? Ja! Res, katero pa je bilo moje prvo darilo? Se mi je kar zdelo, je veselo pričakovanje. Veste, moji pridni palčki tule vse okrog mene so bili zelo pridni in so vsa darila naredili in zato smo vam pripravili nekaj za popestritev teh praznikov. Veste, kaj Božiček vedno vpraša, ali ste bili pridni? Dijaki 2. B razreda so posneli poučno-humorno reklamo na temo Let's Go Green, s katero so osvojili naslov angleških državnih prvakov.
My name is Alan Cantwain Quinn Jordan Greenman, or as other people call me, Greenman. I'm here to eradicate any kind of sinister acts against nature. What kind of sinister acts, you may ask? Well, stick with me, because I'm going to show you how to be green. What are you doing? Don't you know plastic bags are bad for the environment? You should use biodegradable ones. What do you mean? Well, as you know, plastic bags are made out of quite a lot of oil. And during their production, toxic gases are released into the air, which are bad for humans. On the other hand, biodegradable bags are being decomposed by bacteria or other living organisms in the smithereens. They're also recyclable, which means we can save up to 2 tons of oil. But this bag is recyclable. This was my lunch. Oh, good. Sorry for the inconvenience, then. See you around, lad. If you assume there are other ways of being green, you're right. Why are all the computers on? Are you using them all? Well, no, but what if someone comes in to use them? They can turn on the computer themselves. Don't you know we can save up to 65% energy if we turn off appliances which we don't use? You're safe, bro. I'll turn them off. I can't really foretell the outcome of this test, but it surely is a tough one. Dear teacher, you really are a bad example of being green, you know? So many trees had to die so you can use this paper. And for what? For tests? Yes, well, but... There is no but. A single tree can produce enough oxygen for 10 people for a year. 17 trees equal to 40 cubic meters of water. You desolate the environment with your acts. You should be ashamed. I know. I'll prepare online tests, but I'm going to make them even more difficult. But wait, there's more. Hello, young lad. What are you doing? You see, I'm sorting litter. Good, good. If more of us become green, then hopefully mankind's pollution will only transiently affect the environment. I know, right? I also know that if we sort cans, we can save up to 95% energy used for processing bauxite ore to get aluminium. Wow! You really are green. What is more, you show no diffidence at all in front of the camera and explain this rather eloquently. Why, thank you. You're eating a banana. So? What do you mean so? Don't you know how much energy was wasted and how much pollution was caused to supply this banana to you? Yeah? Why don't you have an apple instead? It's local produce, it doesn't travel far, so there isn't much pollution and less energy is involved. It's fresh, hence more vitamins are preserved. And finally, you support local farmers. Thanks. Well, I hope I've shown you that the mutuality of nature and humankind has to be preserved. Otherwise, nature will be destroyed, the air will become torrid, and finally, we will disappear too. So don't procrastinate. Call me now and go green yourself, because we and our descendants deserve it. Aktivni smo na mnogih področjih, od gledališča, športa in vse do tujih jezikov.
Letos se je na naši šoli uveljavila gledališka šola z namenom, da dijaki, ki jih zanima igra in gledališče, lahko svoje interese in znanje še bolj poglobijo. Gledališko šolo vodi Dunja Zupanec, diplomirana igralka. Zaenkrat gledališko šolo obiskuje 11 članov. Vadijo po šoli ali ko imamo temu namenjene projektne dneve in se pripravljajo na predstavo, katere naslov zaenkrat ostaja še skrivnost. Kako potekajo njihove delavnice, pa nam je povedala njihova mentorica. Posamezne vaje se začno vedno z govornimi vajami, potem malo prebudimo telo, potem pa delamo improvizacije pa te gledališke vaje. Super so udeleženci, zelo so motivirani, pripravljeni delati, dosti domišljije imajo in ne vem, zelo fajn so. Za gledališko šolo sem se odločil, ker me gledališče že od nekdaj veseli. Tudi sem že sodeloval v sklopu kulturnega društva Ivan Koč v Ljutomeru v predstavah raznih. Glede na to, da so vsi dijaki amaterji, so temu prilagojene tudi vaje. Ja, na začetku vaj naredimo govorne vaje, da ogrejemo usta in potem recitiramo vrbo. Na to pa začnemo z ali interpretacijo pesmi ali pa gledališko predstavo, ki jo pripravljamo. Ves njihov trud, trdo delo in talent pa nam bodo predstavili ob koncu šolskega leta v gledališki predstavi. ¿Habláis español? Tako smo dijakinja in profesorica španščine Mojca Fisko Rodriguez nagovorile učence osnovne šole Puconci, ki so se udeležili naših delavnic. Profesorica Mojca nam je povedala nekaj več o samih delavnicah. Torej, danes smo tukaj na osnovno šoli Puconci, kjer je potekala španska delavnica z 18 učenci, osmošolci in devetošolci. Delavnice izvajam skupaj z dijaki, ki so te osnovne šole obiskovali. To je, mislim, da zdaj že 6. ali 7. osnovna šola po vrsti. In na delavnici poteka tekmovanje med skupinami in skupine tekmujejo v 3 sklopih. Prvi sklop so številke, kjer se učijo številke. Drugi sklop so besede, ki jih morajo se tudi čim prej naučiti. Zadnji sklop so pa pesmi in na podlagi poslušanja pesmic morajo ugotoviti, katere besede so manjkajoče in vrstni red kitic in tako. Cilj delavnice je bil približati španščino učencem, ki v osnovnih šolah nimajo možnosti učenja omenjenega tujega jezika. Da, mogoče na podlagi te delavnice ločijo, kaj je španščina, kaj je italijanščina, torej med drugimi romanskimi jeziki. In seveda je cilj delavnice tudi, da jim približamo podatke, torej pojasnimo, kako pa poteka delo na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Tekmovanje med skupinami je bilo zelo napeto in učenci so tako s tekmovanjem dobili večjo motivacijo ter so pridno sodelovali v vseh igrah, ki smo jim jih pripravili. Ob koncu smo jih povprašali, kako so se jim zdele same delavnice ter kaj vse so se naučili povedati v španskem jeziku. Meni so se predvsem zdele zelo zabavne, neko nove stvari smo spoznali, še posebej za me neko, dosti španski itak, super je glavno bilo, upam, da še kdaj se še udeležili takšnih delavnic. Bilo je zelo zanimivo, veliko novega sem spoznala, veliko sem pa tudi že imela predznanja. Všeč mi je bilo to tekmovanje. Naučila sem se nekaj novih besed, naprimer vago ali pa vaso. Prišel sem pogledat, kako to poteka, kako se naši učenci pripravljajo na odhod na srednjo šolo. Pa recimo razširil sem si vokabularij, se pravi besedni zaklad. Delavnice so se mi zdele zelo super. Naučila sem se veliko novih besed, številke. Španščina mi je zelo lep jezik in bi se zato z veseljem jo dalje učila in nadaljevala. Na GFML-ju smo gostili državno četrtfinalno tekmovanje v odbojki za dijakinje, na katerega so se uvrstile 3 najboljše ekipe iz posamične regije. Zraven naših odbojkaric so se tekmovanja udeležile še Prva gimnazija Celje in Prva gimnazija Maribor. Zmagovalke turnirja so postale Celjanke, ki so premagale obe ekipi in se tako uvrstile v nadaljnjo tekmovanje. V tekmi za drugo mesto pa so bile Mariborčanke v 3. odločilnem nizu boljše od naših deklet.
Gostili smo tudi regijsko srečanje prvenstva v košarki za dijake, ki je potekalo 19. decembra 2014. Tekmovalo je kar 7 ekip, in sicer to so bile Gimnazija Murska Sobota, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, dvojezična šola Lendava, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota ter naši dijaki iz GFML. V finale sta se uvrstili 2 najboljši ekipi, to sta bili Gimnazija Murska Sobota ter mi GFML. Po zelo napeti igri so se z rezultatom 23-26 veselili naši dijaki. Bili so odlični in prav tako vzdušje v dvorani. Fantom pa želimo veliko uspeha na državnem tekmovanju. To pa še ni vse, kar se je na GFML dogajalo v decembru. Decembra smo bili dijaki 3. B razreda deležni šolske izmenjave z Dunajsko uršulinsko gimnazijo. Za nas je bila to izjemna priložnost za sporazumevanje v nemščini in spoznavanje novih ljudi. Dijake iz Avstrije smo sprejeli v četrtek zvečer in jih odpeljali na svoje domove. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind in Ljutomer und der Austausch ist für uns einfach wichtig, dass die Schüler eine andere Schule kennenlernen und auch Kontakt bekommen mit anderen Schülern und sie lernen eine andere Sprache kennen, eine andere Kultur auch und ich finde es auch interessant, hier die andere Schule mit dem Unterricht. Also ihr verwendet auch schon viel mehr andere Medien, also einen Computer. Und was mir sehr gefällt, ist auch dieses Verhältnis von Schülern und Lehrern, wie es hier einfach sehr persönlich und sehr engagiert ist. Und ich glaube, dass die Schüler am meisten profitieren von dem Kontakt mit den anderen Schülern und dass sie in den Familien wohnen und kennenlernen, wie andere Jugendliche leben. Also es erweitert ihren Horizont. Zjutraj smo šli skupaj v šolo, kjer je za nas in naše goste bil pripravljen poseben program. Po uri angleščine sta sledili 2 uri slovenščine, pri katerih so dunajski gimnazijci vneto sodelovali. Po malici smo jim razkazali mesto Ljutomer, po ogledu pa smo šli do lončarstva Žuman, kjer smo se preizkusili v ročnih spretnostih. Sledil je ogled filma Franc Miklošič, Človek in znanstvenik. Dijaki so bili presenečeni nad različnostjo Slovenije in Avstrije, a trdijo, da jim je življenje pri nas všeč. Sehr schön, sehr ländliche Gegend und gefällt mir. Mir gefällt es sehr gut, meine Gastfamilie ist sehr freundlich und ich fühle mich hier echt wohl. Mir gefällt es eigentlich sehr gut, ich finde, ihr seid alle voll nett und wir wurden sehr gastfreundlich aufgenommen und die Familien sind sehr bemüht und alle freuen sich, glaube ich, auch, dass wir hier sind und wir freuen uns auch. Okay, ich glaube, der größte Unterschied zu Wien ist, dass Wien ja eine relativ große Stadt ist und das ist ja eher ein kleineres Dorf, würde ich mal sagen. Und ja, hier ist halt alles mehr ländlich und bei uns gibt es viele Autos und viel mehr Verkehrsmittel und so. Das ist mal ein großer Unterschied, glaube ich. Čas v šoli je hitro minil, naše popoldansko druženje pa se je zavleklo vse do poznih večernih ur. Škoda, da so morali naši gostje že v soboto dopoldne ob 10 kreniti proti domu. Bili smo žalostni, saj je prvi del izmenjave prehitro minil, veselimo pa se ponovnega snidenja z njimi na Dunaju. Ja, spoznavamo novo kulturo, vidimo, kako oni živijo, kako se oni učijo. Nova šola, pri njih je definitivno nekaj drugače, oni imajo cel dan pouk, mi imamo pa samo do 2, to je nekaj drugega. Imajo čisto drugačen odnos en do drugega. Pri nas je to, nimamo toliko jezikov na razpolago, sicer si lahko izberemo, ampak oni imajo bolj kot obvezno. Kot zanimivo se mi je zdelo, da imajo oni samo enkrat na teden športno, mi pa kar 3-krat. Zelo sem vesela, da so nas še nazaj povabili, da še lahko mi gremo k njim in vidimo njihovo šolo. Izmenjava je bila zelo prijetna in koristna izkušnja, saj so bili dunajski dijaki zelo odprti, komunikativni in preprosti. Med nami so se spletle presenetljivo trdne vezi in vsi smo bolj ali manj še vedno v stiku ter že nestrpno pričakujemo drugi del izmenjave. V začetku decembra smo imeli dijaki 3. letnika predšolske vzgoje že tradicionalne projektne dneve. V
Petek, 5.12. smo se odpravili na Dunaj, da bi pobliže spoznali to za Slovence nadvse pomembno prestolnico in hkrati doživeli predbožični utrip mesta. Ponedeljek in torek smo pripravljali vse potrebno za delavnice, na katere vsako leto povabimo otroke iz okoliških vrtcev. Tako smo lahko udejanjili tudi marsikatero idejo z ekskurzije. Določili smo skupine in nato s profesorji začeli pripravljati delavnice. Imeli smo kemijsko, angleško, nemško, matematično-likovno in glasbeno-plesno delavnico ter delavnico jezikovnega izražanja. V sredo 10. decembra so okrog 9. ure prišli otroci s svojimi vzgojiteljicami. Razdelili smo jih po manjših skupinah in pričeli z dejavnostmi, na katerih so lahko mali radovedneži spoznali čudežne kemijske procese, slišali zimsko pravljico, rajali in se zabavali po angleško in nemško in še marsikaj drugega. Čudovito je, otroci so navdušeni, tako da res zelo lepo. Mednarodni dan invalidov 3. december smo obeležili z obiskom predstavnikov društva Sonček iz Murske Sobote. V jedilnici GFML je potekala predstavitev društva ter bazar izdelkov iz darilnega programa društva, ki združuje osebe s cerebralno paralizo ter drugimi invalidnostmi. Namen predstavitve Sončka je bil predvsem premagovanje stereotipov o invalidnih osebah in sodelovanje z našimi dijaki. Zadnji šolski dan lanskega leta smo imeli dijaki gimnazije Franca Miklošiča malo drugačen pouk. Bil je kar sproščujoč. V okviru le-tega smo imeli tudi zdaj že tradicionalno vsakoletno proslavo. Gost je bil Jožef Školč, slovenski politik, poslanec in politolog, ki nam je povedal nekaj o svojih začetkih v politiki ter o sami karieri, ki jo je ustvaril skozi vsa ta leta svojega delovanja. Karkoli vam pade na pamet, karkoli bi radi znali, karkoli si želite, to izterjajte od svoje okolice, od staršev, če imajo pač možnost, da vam pomagajo, od šole in od sistema. Ne sme vas biti strah ne znanja, ne ničesar, ne tega, da boste kam šli, in želim vam, da bi vam pač uspelo čim več tistih stvari, ki se mogoče zdijo nepremagljive, premagati. Zanimivo je bilo poslušati človeka, ki mu je uspelo to, kar si je zadal. Poleg precej obsežnega pripovedovanja gospoda Školča pa smo prisluhnili tudi željam ravnatelja, pevskemu zboru ter drugim, ki so poskrbeli, da smo za hip popolnoma pozabili na obveznosti in mislili le na to, kar nas je čakalo čez nekaj ur, počitnice. Za zdaj se poslavljamo od vas, seveda pa nas lahko ponovno gledate v prihodnjem mesecu. Vse pa vas lepo vabimo tudi na musical Romeo in Julija ter delavnice za osnovnošolce. Več o tem pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani. Adijo!